Ja, prav lep pozdrav vsem na našem 5. seminarju o trajnostnem urejanju prostora in sicer na temi javni prostor. Da malo zbudimo spet spomina, se pravi, govorimo o trajnostnem urejanju prostora z namenom, da bi v urejanje prostora vnesli dimenzije koncepta trajnostnega razvoja, poudarili tudi, se pravi, še družbeno razsežnost in tudi ekonomske vidike razvoja v kontekstu razprave o urejanju prostora in v kontekstu našega programa Mreže za prostor, seveda tudi podnebne spremembe, ki jih vidimo v tem smislu predvsem kot nek pojav, ki poudarja pravzaprav vse probleme, ki jih naslavlja koncept trajnostnega razvoja. Ne gre za nove okoliščine v prostoru in našem okolju, ampak za to, da se s podnebnimi spremembami pravzaprav izražajo problemi, ki jih naslavlja koncept samo v večji jakosti in so ti problemi bolj vseprisotni. Danes smo se dobili na temo javnega prostora v smislu, se pravi, tega istega koncepta in pa v bistvu izpostavljanja pomena te pomembne pravzaprav prostorske prvine, ki mogoče posvečamo še rahlo premalo pozornosti v procesih urejanja prostora. In zdaj, če boste dovolili, bom kar napovedala, današnji seminar smo si zamislili kot en tak kolaž 4 prispevkov, zato da bo mogoče malo bolj zanimivo in zato da lahko zajamemo več vsebin. Gremo od prostorskega načrtovanja preko upravljanja k pravnim vidikom urejanja tega področja in potem k praktičnim primerom v resnici vključevanja novih akterjev v urejanje javnega prostora v smislu tega proaktivnega odziva na izzive, ki nas čakajo. Zdaj, jaz bom kar delila mojo predstavitev, jaz bom začela z nekim širšim okvirom in bom naslovila vprašanje načrtovanja in upravljanja nekoliko bolj strateško. Sledila bo dr. Petra Vertl-Narec, ljubljanskega urbanističnega zavoda z načrtovalskimi poudarki, potem kolegica Senka Širkovič-Vrbica z IPAP-a in potem še Ajdan Cerar, prav tako naš kolega z IPAP-a, ki bo predstavil aktualne prakse vključevanja prebivalcev v urejanje javnega prostora. Sam trenutek. Moram še enkrat probati. Takole, in sicer kar takoj na začetku bi predlagala, da se pogledamo definicije, kaj sploh javni prostor je oziroma o čem govorimo, ko govorimo o javnem prostoru. Moramo kar povedati, da v resnici pri nas govorimo ves čas o javnih površinah, ne govorimo toliko o javnem prostoru, kot govorimo o javnih površinah. To pomeni, da pri nas zakonodaja določa, kaj so javne površine, Zakon o urejanju prostora ima svojo definicijo, podobno definicijo, torej, da so to površine v splošni javni rabi, ima tudi gradbeni zakon. Površine, ki jih tako primeroma našteva ta zakona, so rahlo različne, ampak relativno jasno je, da gre za zelene in utrjene površine v javni rabi, v smislu tega, da je ona brez posebnih omejitev ali pogojev omogočena vsem, pod enakimi pogoji omogočena in namenjena vsem. Zdaj, Zakon o urejanju prostora tudi reče, da to so površine, ki so takega pomena, da je treba zagotoviti zadosten obseg teh površin v naseljih in v delih naselij. To je ena taka na nek način pomembna, seveda, določilo, hkrati pa zelo ohlapno. Ni zelo jasno, koliko teh površin je treba zagotoviti in tudi kakšne naj bodo.
Zdaj, da bi bilo razumevanje ali pa sprejemanje teh nalog še bolj jasno, zakon tudi naprej pa reče, da javne površine, ki so pa v javni lasti, so pa tudi komunalna oprema naselij. Zdaj, javne površine v javni lasti niso enako kot javne površine v prosti javni rabi. Se pravi, tukaj imamo zdaj eno zadrego, za uporabnika imamo površine, ki so v prosti javni rabi, on se ne ukvarja s tem, a so zdaj tretirane kot komunalna oprema naselij, on smatra, da so, ker ko hodi po ulici, ko hodi preko parkov, gozdov in zelenic v naselju, jih razume kot neko klasično komunalno opremo in se ne ukvarja s tem, v čigavi lasti so in kako se z njimi upravlja. To se zdi relativno nepomembno, mogoče, ko govorimo na splošno o javnih površinah, ko pa pridemo seveda na področje upravljanja, na vprašanja, koliko površin imamo, ali smo zadovoljivo, pravzaprav pripravili ponudbo javnih površin v naseljih, se pa to mogoče začne spreminjati, še bolj pa, ko se pogovarjamo o stroških vzdrževanja in naprimer tudi opremljanja ali pa zagotavljanja nekih pogojev za rabo. Zdaj, urejanje javnih površin je tudi obvezna lokalna gospodarska javna služba varstva okolja, se pravi, da je tukaj tudi razsežnost varstva okolja izpostavljena v zakonu o varstvu okolja in ta služba je namenjena seveda upravljanju s to komunalno opremo. Kaj se zgodi z površinami, ki so v splošni javni rabi, pa niso naprimer v javni lasti oziroma v lasti občine in jih ne ureja ta služba, zakonodaja pravzaprav ne pove in v praksi je to na nek način največji izziv. Za načrtovalce pa je seveda največji izziv, kako zagotoviti dovolj teh površin in kakšne naj bodo. Kaj pomeni dovolj, kje naj bodo, o tem mogoče nekaj več besed, ko se bomo lotili načrtovanja. Zdaj zaenkrat pa samo ta okvir, da razumemo, da gre za površine, ki na nek način povezujejo druga namenska območja, kjer so predvsem stavbe, zgradbe in omogočajo javno življenje naselij. Skratka, komunalna infrastruktura in z njo povezana dejavnost komunalna, ki spada v področje varstva okolja. Zdaj, če gremo korak nazaj in se vprašamo, kaj javni prostor dela v kontekstu trajnostnega razvoja, ugotovimo v teh treh dimenzijah tri pomembne stvari. Po eni strani skrbi za vse nas, za našo dobrobit, v smislu tega, da zagotavlja skupne površine za življenje posameznikov in skupnosti, javni prostori, se pravi parke, ulice, ceste, vsi razumemo kot nek prostor, kjer smo vsi enaki, pod enakimi pogoji in tudi kjer se pravzaprav naše življenje sestavlja v življenje skupnosti. Potem je tukaj ta ekološka ali pa okoljska dimenzija javnega prostora, kjer pač pravzaprav v javnem prostoru, v skupnem interesu, govorimo tudi o naravi, o teh ekoloških sestavinah javnega prostora, o drevesih, o zelenju, zelenih površinah, kjer je eden od ciljev ohranjanje te narave, drugi od ciljev seveda zagotavljanje funkcij narave za potrebe človeka, se pravi za to, da se kakovost okolja v naseljih ustvarja preko ali pa s pomočjo narave, tukaj govorimo o kakovosti zraka, o odvajanju vode, o mikroklimi, vse to nam pravzaprav pomagajo naravne prvine v javnem prostoru zagotavljati za vse. Potem so pa tukaj še gospodarski ali pa ekonomski vidiki javnega prostora, ki pa po eni strani govorijo o tem, kako so nepremičnine, naprimer, pridobivajo na vrednosti z ureditvijo javnega prostora, hkrati pa tudi sama ureditev javnega prostora ali pa kakovost javnega prostora govori po eni strani o ekonomski sposobnosti in tudi, če hočemo, o nekih o znanju in o veščinah in o zgodovini in o kulturi bivanja nekega okolja. Se pravi, po eni strani gre za vrednost tudi grajenega prostora, ki ga ustvarja javni prostor, po drugi strani pa gre za
vrednost, ki jo daje okolju sam javni prostor in se na njega potem tudi, naprimer, vežejo razvojna privlačnost naselij, turistična privlačnost, če hočete, prepoznavnost. Tako da v ekonomskem smislu ima javni prostor kar velik pomen, se pravi neposredno, posredno, hkrati pa gre še za tretjo dimenzijo, tukaj je pa ta, kako se javni prostor potem tudi financializira oziroma kako se da s pomočjo dobro urejenega prostora še dodatno pospeševati, naprimer, ekonomske koristi. Lokali, trgovine, ki so odprti na javni prostor, ki delujejo v javnem prostoru, vse te dejavnosti, ki jih omogočamo in s katerih lahko lokalna skupnost tudi zajema dodatno vrednost, se pravi dodatna sredstva, so tudi eden od vidikov ekonomske vrednosti javnega prostora. Tako da tukaj gre za to, da verjetno, ko se ukvarjamo z javnim prostorom v tem širšem konceptu, moramo ves čas gledati na vse tri vidike. To glavni poudarek trajnostnega razvoja je, da nas opozarja, da moramo skrbeti za vse tri dimenzije, da ne smemo iti v ekonomskem razvoju preko sposobnosti okolja in da ne smemo ga izvajati na način, da bi družbo pretirano razslojevali, da bi dosegali prevelike razlike oziroma da bi pozabili skrbeti za kogarkoli. Eno glavnih gesel trajnostnega razvoja je, nikogar ne bomo pustili za seboj. Se pravi, družbena dimenzija trajnostnega razvoja je tista, ki je mogoče daleč najbolj zapostavljena v smislu tega, da se tudi v prostorskem načrtovanju in v urejanju prostora se tega mogoče daleč najmanj zavedamo, da gre pravzaprav za družbeno enakost, za zagotavljanje enakovrednih pogojev življenja za vse in za zagotavljanje tudi potem preko tega možnosti za vključevanje v družbeno življenje, v skupnost, v javnem prostoru in potem tudi za povezovanje, za družbeno povezanost, ki jo pravzaprav ravno javni prostor zagotavlja. Tako da ta dimenzija se mi zdi, da je velikokrat pozabljena, je pa izjemno pomembna. Zdaj, kateri principi preko tega koncepta trajnostnega razvoja v urejanje prihajajo, so po eni strani je ta dolgoročnost, ta strateška naravnanost, se pravi, da ves čas mislimo za dolgo časa vnaprej in skrbimo za razumno porabo virov, se zadržujemo pri porabi virov, skrbimo za ohranjanje narave, za ohranjanje okolja in za enakomeren, enakovreden družbeni razvoj in gospodarski razvoj pravzaprav prilagajamo tema dvema dimenzijama. Potem je tukaj noter ta princip odgovornosti, ki smo ga že omenili, do narave, okolja in družbe in ta vzdržnost potrošnje. To so glavne premise, ki jih pravzaprav probamo v urejanje, se pravi načrtovanje in upravljanje prostora pripeljati. In zdaj, če hočemo nekako to početi, sta dve zgodbi. Eno je, da se bistveno več ukvarjamo s strateškim načrtovanjem, zato, ker ono omogoča, da se med sabo dovolj zgodaj in za dolgo časa zavežemo k skupnim ciljem, najprej si jih skupaj določimo, se skupaj do tega opredelimo in potem so tudi ta naša prizadevanja, si dolgo časa delimo. To je na nek način ne bi bil eden od garantov, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, zato je strateški pristop tako zelo izpostavljen v kontekstu trajnostnega razvoja. Drugi je pa ta vidik celovitosti, kjer pa hočemo razumeti, da je treba to interdisciplinarnost ali pa več vidikov urejanja ves čas imeti v mislih. Da ne rečemo, mi samo ohranjamo naravo, mi samo skrbimo za družbeno enakost, ampak ves čas razmišljamo, mi skrbimo za družbeno enakost na način, da ustvarjamo kakovostne javne prostore, ki so hkrati javni prostor za družbeno življenje in tudi v bistvu, naprimer, ekološki koridori in sistemi, ki pomagajo ohranjati naravo in še zagotavljajo na naravi temelječe, naprimer, rešitve za lokalno skupnost. Tako da, in seveda iz tega, ko govorimo o tem, da je treba več vidikov sočasno
upoštevati, pridemo na to, da seveda se nam priporoča ali pa je eno vodilo to, da povezano delujemo. Povezano, se pravi složno, tisti, ki naprimer upravljajo z naravnimi nesrečami in tisti, ki upravljajo z javnim odprtim prostorom. Kaj to pomeni, da v bistvu taki ureja vodotok z vidika javne rabe, ves čas ima, naprimer v enem krogu razmisleka in svetovanj, tudi nekoga, ki skrbi za poplave in za upravljanje vode v tem smislu, pa potem skupaj imata v mislih tudi tega, ki naprimer govori o pitni vodi, pa o komunali, se pravi o odpadni vodi, o ločevanju voda in tako naprej. In če oni v bistvu delujejo povezano, verjamemo, da lahko zagotovimo koristi javnega prostora, ki so maksimalno v duhu tega, da smo celoviti in v bistvu vsestransko odgovorni. Zdaj, če gremo pogledati od posameznih vidik od blizu, ko govorimo o družbenem dimenziji javnega prostora, govorimo, smo že rekli, o enakosti, o vključenosti in povezanosti v družbeno okolje, o javnem zdravju in dobrem počutju, in o lokalnosti, o lokalni skupnosti. Ko govorimo o javnem prostoru, vedno gre za konkreten prostor, za konkretne ljudi, ki se okrog njega povezujejo. Zdaj te radii ali pa areali pripadnosti javnemu prostoru so različni, ampak kljub vsemu je ta neposredna bližina, hitra dostopnost, vsakdanja prisotnost tista, ki dela javni prostor naš v smislu te neposredne uporabe in tudi neposredne koristi. V tem smislu je vedno dobro imeti v mislih, da javni prostor je tako park kot ulica. Sploh danes v današnjem času, ko naprimer zmanjkuje prostora za te razsežne javne prostore tipa javni trg, ploščad in park, je skozi bolj pomembno se zavedati, da ulica in cesta pa prideta zelo blizu v bistvu slehernika, sleherne stavbe. Se pravi, da če smo ambiciozni pri urejanju tudi teh prometnih javnih koridorjev, smo pravzaprav naredili lahko zelo veliko tudi zato, da je dovolj javnega prostora zagotovimo ljudem, vsem ljudem. To je ena taka pomemben pogled, ki mogoče ni tako zelo prisoten, se pa vse bolj pojavlja z spremembami potovalnih navad, s preurejanjem prometnega prostora, predvsem pa s temi potrebami, ki po javnem prostoru, ki naraščajo, po drugi strani pa z možnostmi, ki jih imamo za to, da ga zagotovimo, da dovolj javnega prostora zagotovimo ljudem. In zdaj v smislu te enakosti in splošne rabe, seveda je tukaj pomemben princip univerzalnega načrtovanja. Če rečemo, da je prostor namenjen vsem, moramo poskrbeti za to, da je načrtovan v smislu tega, da je dostopen tudi osebam z različnimi vrstami oviranosti, za katere zdaj že v okviru tega koncepta univerzalnega načrtovanja govorimo, da so to pravzaprav neke značilnosti, ki nas spremljajo tudi v različnih življenjskih dobah, niso vezane samo na naprimer posebne statuse invalidnosti, ampak so pravzaprav lastnost človeka kot takega. Mama z majhnim otrokom na vozičku ima podobne potrebe kot nekdo, ki živi na vozičku kot invalid ali pa kot začasno poškodovan. Kar pa pomeni seveda samo to, da mi pri tem, ko urejamo in načrtujemo javne prostore, ves čas mislimo na cel spekter značilnosti ljudi, ne pa na neke standardizirane in normirane značilnosti prostora. V tem smislu, da bi čim bolj zadovoljili potrebe skupnosti in se čim bolj nekako približali potrebam sodobnega človeka, je seveda en pomemben vidik vključujoče oziroma participativno načrtovanje, lahko rečemo tudi na skupnosti temelječe načrtovanje, se pravi, da ljudi dovolj zgodaj vključimo v analitične procese, v pripravo rešitev, v razmišljanje o spremembah in potem tudi v končne ureditve, tudi potem v neke procese skupnega upravljanja, povezanega vzdrževanja. To so zdaj neke premise, ki prihajajo na tem področju kot novi izzivi, kot nove pojavne oblike v zadnjem času.
Z vidika ekološke ali pa okoljske dimenzije javnega prostora je znano praktično že ves čas vse, hkrati pa se s podnebnimi spremembami pomen teh narave javnega prostora izrazito povečuje. Spravi, če rečemo, da javne površine so zelene in utrjene, vidimo, da gre trend v to, da je vedno več narave prisotne v javnem prostoru, da je ta narava vse bolj pestra, govorimo o zelnatih rastlinah, o lesnatih rastlinah, o drevesih, o grmovni plasti, o pokrovni plasti in govorimo tako o avtohtonih rastlinah, kot govorimo tudi o gojenih rastlinah, ki so posebej odporne na mestno klimo in na podnebne spremembe. Kot rečeno, okoljske dimenzije javnega prostora so po eni strani poznane, po drugi strani pa se nekako spreminja ta pomen narave v javnem prostoru, zato ker pač na naravi stoneče rešitve lahko izrazito povečajo vrednost javnega prostora in tudi kompenzirajo številne potrebe urbanih skupnosti v smislu obvladovanja ali pa prilagajanja na podnebne spremembe. In iz tega vidika je spet zelo pomembno, da razumemo, da je, pri urejanju javnega prostora res pomembno neko sodelovanje med različnimi disciplinami, javnimi službami, ki gledajo na posamezne vidike urejanja, kot je enkrat zdravje, drugič naprimer odpadna voda, tretjič pitna voda, četrtič naprimer padavinska voda, da samo pri vodi ostanemo. O ekonomskem vidiku smo že nekaj rekli, če razumemo, da kakovostno urejen javni prostor definira tudi kakovost bivanja, v tem smislu, da ne moramo nadzirati tako zelo dobro kakovosti stanovanj in pogojev bivanja v objektih, pa lahko z kakovostnim javnim prostorom seveda dvignemo kakovost bivanja za vse prebivalce. In zato je seveda ta kakovost javnega prostora v tem smislu zelo pomembna. Potem je tukaj seveda vprašanje identitete, prepoznavnosti, te vrednosti, ki je po eni strani kulturna, po drugi strani tudi ekonomska in tudi ta slika sposobnosti lokalne skupnosti v tem smislu, kaj zna, kaj zmore, kako močna je v smislu tudi financa, v tem smislu, v kaj lahko investira, kakšne so te ureditve. Tudi vsem tem govori javni prostor. In kot neko skupno dobro pač tudi odraža to moč skupnosti. Hkrati ima to posebno lastnost, da je... Moram nekaj narediti, kar mi hoče računalnik sporočiti, da nima elektrike. Upam, da sem premagala tehniko. Se opravičujem vsem. Skratka, tukaj ta poudarek na tem vprašanju skupno dobro, skupna potrošnja je pomemben zato, kar skušamo tukaj poudariti, je to, da je način, kako zbiramo sredstva za urejanje javnega prostora specifičen, da je to komunalna infrastruktura, ki ima zaradi tega značaja skupne potrošnje en tak poseben moment v smislu tega, kako se financira in to pomeni, da v bistvu potrošnik ne plača rabe prostora po potrošnji. Preprosto ne moramo reči, da nekdo, ki stanuje na ulici tej in tej na številki toliko in toliko, porabi toliko in toliko javnega prostora in bo zato toliko in toliko prispeval v proračun, nekdo drug, ki pa živi nekje drugje, pa bo prispeval manj ali drugače. Preprosto gre za, tako kot pri cestah in ulicah, za površine, ki so v skupni rabi in kjer ni možno posameznega potrošnika določiti. To pa seveda pomeni, da je lokalna skupnost pri financiranju vedno znova naslovljena tako rekoč v smislu tega, da si sama določi mero, koliko denarja bo za to dala, kako dobro bo to vzdrževala oziroma kako intenzivno bo vzdrževala in urejala, koliko novih investicij bo tukaj načrtovala. In s tem je povezano
to, da je seveda dejavnost ali pa urejanje te komunalne infrastrukture podvržena tudi temu, da pride do komercializacije. Se pravi, velika ambicija trgovcev in tistih, ki lahko izvajajo dejavnosti v javnem prostoru, se ujame z potrebo lokalne skupnosti, da bi nabrala denar in v resnici urejala javni prostor s pomočjo dodatnih virov, dodatnih sredstev, ker tega letnega pritoka strani potrošnikov javnega prostora nima, skuša dobiti denar na ta način. In ta meja med tem, koliko prostora je, naprimer na trgu in zasedenega z dejavnostmi, ki prinašajo sredstva za urejanje in koliko prostora je v prosti javni rabi, je seveda vedno zelo tanka in vedno tudi predmet velikih razprav. In zdaj naprej, kakšni so izzivi urejanja dansa? Zdaj tukaj je naštetih 5 velikih izzivov, ki so našteti, tukaj ne gre za vrstni red, ne gre za pomen teh izzivov, gre za 5 velikih izzivov. Eden je povezan z javnim zdravjem in z javnozdravstvenimi koristmi urejenega javnega prostora, kjer je v bistvu velika zgodba vsem zelo prezentna, zdaj v času epidemije se pokazala, kako zelo pomembno je, da imamo kakovostne javne prostore, predvsem seveda zelene, za to, da se prebivalstvo lahko v takih situacijah regenerira. In tukaj je zdaj zdravstveni vidik pravzaprav pomemben nov zaveznik te dejavnosti, po drugi strani pa je tudi javno zdravje na nek način en nov argument, v tem smislu, zakaj moramo imeti dovolj prostora, kje ga moramo imeti, kakšen mora biti javni prostor in komu vse služi za to, da prinaša te javnozdravstvene koristi. Potem so tukaj podnebne spremembe, smo jih že omenili, tudi podnebne spremembe po eni strani jačajo težave v prostoru in družbi in seveda prinašajo v urejanje javnega prostora nove naloge, tudi, če hočete, nove podobe javnega prostora, v urejanju prostora javnega se pojavljajo velike, skokovite spremembe v tem smislu, da se kulturno-zgodovinski ambienti, srednjeveški ambienti ozelenjujejo, tlaki se odstranjujejo, zato da se porozno tlakovanje uveljavlja in podobno. Skratka, prihaja do enih čist novih razsežnosti urejanja javnega prostora. Potem je tukaj zgodba o zgoščevanju mest, ki je zdaj sicer mogoče na enem takem preizkusu v času epidemije, pa vendar je ta trend relativno močno zaznaven tudi pri nas. In seveda ta govori o tem, da se bije tukaj tekma za prostor, tekma med zgradbami in javnim odprtim prostorom. In to je seveda tisti moment, kjer rabimo vse druge argumente za to, da smo v tej tekmi, v tem dialogu z drugimi lahko uspešni kot zagovorniki urejanja javnega prostora. Potem je tukaj ena od značilnosti sodobne družbe urbane, to so velike socialne razlike, o katerih se mogoče pri nas ne govori tako zelo veliko, pa so vendarle kar prisotne. Praktično v vsakem kraju se ve, da se jedru posveča več pozornosti, da je javni prostor mestoma urejen bistveno bolj kakovostno kot drugod, da ga je tudi več in podobno. In potem je tukaj varstvo okolja v tem smislu in podnebnih sprememb in tudi v bistvu ohranjanje narave, kjer je pritisk na zelene površine in javni prostor spet zelo velik, že tradicionalno prisoten, pa vendar še povečan, ker se hkrati, kot vemo, pričakuje tudi, da bodo predvsem na naravi sloneče rešitve prinesle veliko olajšanje ali pa mogoče razbremenitve v smislu blaženja podnebnih sprememb. In zdaj tukaj detajli, ko govorimo o podnebnih spremembah, naprimer, po eni strani imamo vprašanja teh funkcij zelenih in odprtih površin, po drugi strani seveda in potem potrebe, se pravi, rabimo jih več zelenih površin, rabimo bolj zelene javne površine odprte in potem imamo v bistvu zadrego, kako to dosežemo, je tukaj večji pomen tako načrtovanja v smislu zagotavljanja prostorskih možnosti,
kot predvsem tudi projektiranja. Projektiranje, investicijsko projektiranje, nove rešitve morajo biti z to mislijo načrtovane. Nemogoče je pričakovati, da bo kar na pol ljubiteljsko in naključno urejen prostor, samo zasajen ali pa opremljen z nekimi klopmi in opremo, deloval tudi v smislu funkcij blaženja podnebnih sprememb. In podobno velja pravzaprav tudi za vse druge vidike. Če gremo v družbene momente in govorimo o demografskih spremembah in potrebah družbe v javnem prostoru, pridemo po eni strani do te pomena tega, kako zagotoviti okolje, da bo ta dolgoživa družba s posebnimi značilnostmi starajoče populacije lahko še vedno kakovostno živela v lokalnem okolju, da bomo tukaj znali zagotoviti neke pogoje, ki bodo omogočali življenje z pojemajočim spominom in podobno. In seveda tudi zagotovili to ugodje ali pa udobje bivanja v javnem prostoru v smislu okoljskih vidikov. In spet je tukaj velik pomen planiranje, kjer zagotavljamo prostor, javni prostor v bližini bivališč in potem tudi projektiranja, kjer zagotavljamo kakovost javnega prostora. In to se pravzaprav vleče tudi skozi vse različne detajle. Najbolj pomembno je mogoče povedati to, da se tega pomena, teh vidikov vedno več ljudi zaveda, vedno več ljudi izpostavlja v bistvu ne samo željo, potem, da se nekaj spremeni, ampak tudi pravzaprav je aktivnih, se udeležuje, išče priložnosti, da bi prispevalo po svoje, da bi sodelovalo, izraža to voljo in povečuje na nek način tudi pritisk na javni prostor. Zdaj, ta povečan pomen, ki ga po eni strani čuti javnost in ki ga tudi razumemo strokovno ali pa smo ga v stanju slediti skozi raziskave in spremljanje stanja, govori o tem, da je pravzaprav po eni strani sam javni prostor vedno bolj pomemben, po drugi strani so vse odprte površine vedno bolj pomembne. Mi že zelo dobro vemo, da naprimer funkcij, ki jih zelene površine zagotavljajo naseljem, ne moramo zagotoviti samo skozi urejanje javnih zelenih površin. Moramo nekatere regulacije prenesti tudi na zelene površine v zasebni lasti. In v resnici podobno velja tudi za utrjene površine. Tudi utrjene in zelene površine, ki so v splošni javni rabi, moramo nekako celovito urejati ne glede na lastništvo. Največji izziv je pravzaprav pri tem to, da najprej sploh javno komunalno infrastrukturo definiramo, opredelimo, imenujemo nosilca, ki bo v sistemu urejanja prostora zagovarjal ta vidik, in potem tudi razumemo, kako vzpostavljamo dialog z drugimi lastniki, z drugimi upravljalci in potem celovito zastavimo. Tukaj je zdaj mogoče čas za ta preskok in zato, da dam besedo tudi naprej. Bi pa želela, da si zapomnimo, da govorimo o tem nosilcu javnega interesa za urejanje javnega prostora, je to velika pomanjkljivost našega sistema. Se pravi, funkcije javnega prostora v sistemu urejanja prostora zastopajo zelo različni akterji. Ministrstvo za zdravje govori o vidikih zdravja, komunalne dejavnosti, druge govorijo vsaka zase, se pravi komunalna voda, pitna voda o vidikih, ohranjanju narave o naravi. Celovito gledano o fenomenu javnega prostora v sistemu urejanja prostora ne govori nihče ga celovito ne zastopa in ne skrbi za to, da bi se funkcije pravzaprav krepile v tem smislu glede na izzive. In to je ena taka velika pomanjkljivost sistema. Zdaj, če smo pripravljeni priznati, da gre za komunalno infrastrukturo, ki je strateškega pomena za kakovost življenja in tudi za naš obstoj v smislu stabilnosti narave in odpornosti na pojave, ki jih prinašajo podnebne spremembe, potem je seveda tudi vprašanje tega, kdo je zdaj tukaj ta
kateri objekti in naprave so ta komunalna infrastruktura, in kdo je ta, ki za njo skrbi, ali skrbi samo za vzdrževanje, ali skrbi za celoten niz faz, se pravi od načrtovanja do vzdrževanja. Tukaj je treba povedati, da pri nas je na žalost tako, da so tudi faze urejanja razdeljene, torej niso samo vidiki urejanja razdeljeni, ampak je tudi moč urejanja v smislu povezav med fazami, od načrtovanja do rabe in vzdrževanja, razdeljena. To pomeni, da pravzaprav javni prostor v sistemu urejanja prostora ni zares dobro zagovarjan oziroma nima zares močnega položaja, glede na to, kako velik pomen ima. To bi bilo mogoče zdaj za enkrat, po mojem, z moje strani dovolj. Pa bom zdaj dala besedo Petri, pa bomo mogoče še potem v razpravi zaokrožili v večje detajle in v druge smeri. Petra, izvoli. Hvala, najprej se moram takole preklopiti. Evo, zdaj vidite moj ekran. Evo, zdaj ga vidite, ne? Lahko, ja. Lepo pozdravljeni. Jaz bom na kratko povedala nekaj iz svoje prakse, prostorsko-načrtovalske, in nekaj malega tudi o rezultatih raziskave, ki sem jo naredila v okviru doktorske dizertacije. Na koncu bom pa pač seveda povzela pomen načrtovanja odprtega javnega prostora tudi skozi izvedbene akte. Govorila bom seveda o fizičnih značilnostih odprtega javnega prostora, predvsem pa povezala s tem, kako je to pomembno seveda upoštevati tudi mnenje ljudi, ker namreč v raziskavi sem takrat raziskvala rabo in zadovoljstvo ljudi in prišli so neki zanimivi rezultati, kako lahko raba prostora vpliva tudi na vrednotenje in na ocene ljudi. Seveda je pomen in vloga javnega prostora že zgodovinsko priznana in znana. Seveda je javni prostor ogledalo družbe in kulture, to ugotavljajo že mnogi avtorji in raziskovalci. Je pa seveda, tako kot je bilo zdaj z COVID časom ugotovljeno, da se tudi javni prostor v bistvu odraža te naše izzive skupnega življenja, po drugi strani kaže, kako zelo pomemben je. Najprej so bili to seveda neki prostori srečevanja, trgovanja, prehajanja. Zdaj se jim pripisuje zelo različne vloge, tako kot je lepo Maja predhodno povedala. Gre za zelo različne funkcije, ki jih nosi javni prostor. Predvsem pa je v zadnjem času, recimo temu modernem obdobju, pomembno načrtovanje zaradi humanizacije, higiene mest. V tem trenutku pa seveda najbolj povezujemo s podnebnimi spremembami in zdravjem. Odprti javni prostor je treba načrtovati. To kaže seveda naše izkušnje iz preteklosti, pa seveda tudi praksa, sedanja praksa. Največkrat se javni prostor kot recimo temu vsebina, obvezna vsebina prostorskih aktov izraža ali pa odraža v namenskih rabah prostora, vendar to ni vse. Odprti javni prostor je zelo raznovrsten, ne zajema samo parkov ali pa recimo trgov, ampak kot je bilo lepo rečeno, zelo pomembni so tudi ti vsakdanji prostori, recimo ulice, ceste, ker namreč ravno ta kaže na to, kako je urejen, kaže na stopnjo kakovosti bivanja tudi v mestih, da lahko po ulicah in cestah, ki jih vsakodnevno uporabljamo, varno, udobno in prijetno prehajamo. Je seveda tudi polje javnega,
Javen je v smislu javne dostopnosti. Nekaj več o tem bo v nadaljevanju govorila Senka, ampak javnost, kot ga razumemo v prostorskem načrtovanju, je javno dostopen prostor mesta, torej ne glede na lastnino in pomeni uporabnost za vsakogar. Pomemben je zato, ker kaže na identiteto nekega kraja, zelo pomemben, kot se je izkazalo v zadnjem obdobju, ko tega ni bilo, je pa tudi zato, ker omogoča neke naključne stike, naključna srečanja, aktivno in pasivno rabo, torej zelo raznovrstne aktivnosti uporabnikov. Na kratko bom predstavila te ključne rezultate raziskave, ki sem jo opravila. Raziskala sem javni prostor v majhnih mestih. Javni prostor v majhnih mestih je, bom rekla, manj raznovrsten ali pa manj raznolik kot v večjih mestih, pa vendar bom rekla, enako pomemben in te vrste, o katerih govorim, so od mestnega parka, trga, otroškega igrišča, športnega igrišča in tako naprej, do seveda prostora pred domom, ki je očitno za območja, tudi za majhna mesta zelo pomemben. Raziskala sem povezave med prostorskimi ureditvami in zadovoljstvom uporabnikov odprtega javnega prostora. Usmerila sem se v 10 majhnih mest v Sloveniji in tam raziskala te različne vrste javnega prostora. V vsakem od teh mest sem najprej naredila pač raziskavo prostorske pojavnosti. Seveda sem ugotovila, da v vseh majhnih mestih ni recimo parka ali pa niti trga. In zanimivo je bilo potem to povezati, te rezultate o tem, kateri prostori so prisotni, tudi z tem, kako so ljudje zadovoljni v teh mestih z bivanjem ali pa z odprtim javnim prostorom. In ugotovila sem nekaj ključnih stvari, da prostor oziroma lokalne prostorske razmere seveda ne vplivajo samo na način rabe, ampak to hkrati vpliva tudi na ocene ljudi in predvsem vrednote ljudi. To opozarjajo na to povezanost med tem, kako prostor, v katerem živimo, vpliva na naše vrednotenje. Opozarjajo že različni raziskovalci, bom omenila samo Ward Thompsonova in Bela, ki sta ugotavljala že vrsto let nazaj, kako prostor, ki ga uporabljajo ljudje v mladosti, in njihove izkušnje s tem prostorom vplivajo potem tudi na odraslost, na odraslo dojemanje prostora. Tukaj se ponovno pokaže ta pomembna povezanost, kako prostor vpliva na uporabo in zadovoljstvo. Seveda je ta raba in odziv ljudi pokaže tudi na nek način vitalnost mesta. Na koncu seveda je pomembno poznati uporabnika mesta, ampak predno pridem do teh končnih ugotovitev, samo še malo ilustrativnega prikaza, da seveda je to čist logična posledica, da prostorska urejenost vpliva na rabo. Torej v Piranu bo večina ljudi uporabljala trg, medtem ko bo v Tolminu večina ljudi za svoj prosti čas raje izbrala pač gozd, Kozlov rob, tam se bodo pač rekreirali. To je pač čist logična povezanost. Ko jih sprašujemo recimo, kako uporabljajo ta prostor, svoj vsakdanji prostor in mesto, v katerem živijo, je zanimivo to na karti videti to razporejenost, kako se v nekaterih mestih razprši ta raba prostora, v nekaterih, recimo kot je v Piranu, pa se zelo skoncentrira na glavni Tartinijev trg in obvodno promenado. In potem, ko te podatke povežemo z
s tem, kako ljudje živijo ali pa kako uporabljajo prostor v vsakodnevni rabi, so seveda rezultati nadvse zanimivi, a ne, in kažejo tudi na to, kako pomembno je v prostorskem načrtovanju upoštevati tudi razsežnost prostorske urejenosti. Namreč tisti ljudje, ki se bolj gibljajo peš, več gibljajo peš, bolj pogosto uporabljajo park, športno igrišče, ulice, trg, in tisti, ki recimo živijo v hiši, bodo bolj pogosto uporabljali prostor pred domom. Tisti, ki pa recimo v bloku, pa bolj pogosto uporabljajo park, otroška igrišča, športna igrišča. Torej, če bi želeli ugotavljati recimo to povezanost med dejavnostmi v prostoru z prostorskimi razmerami, je treba pač pogledati ne samo prostorske razmere, naprimer, kot že prej omenjeno, v Tolminu se največ od vseh raziskanih mest v prostem času ljudi rekreira v odprtem javnem prostoru, medtem ko recimo v Piranu pa najraje recimo opazujejo okolico ali pa se družijo, recimo, ne, tudi se sprehajajo. In ko pogledamo potem še, kako prostorska ureditev vpliva na vrednote, sem dala primer Ljutomera, ko sem spraševala različne meščane različnih mest, kaj bi sodilo na sliko, na zgornjo sliko zgoraj levo, so prebivalci Ljutomera izrazito drugače odgovarjali na to vprašanje kot vsi ostali prebivalci drugih mest. Recimo, ko sem jih vprašala, kaj sodi v prostor na sliki, so prebivalci Ljutomera rekli, da na to sliko bi sodil tudi spomenik ali kip, tudi lokal s pijačo, pa tudi otroška igrala. Seveda prebivalci Ljutomera vedo, da na tem trgu, kar iz zgornje slike ni razvidno, ampak oni vedo, ker uporabljajo to prostor, in to na spodnjih dveh slikah je razvidno, torej tam so neka igrala in otroci tja pridejo se igrati, ne. Tako da torej imajo nek spomin ali pa neko izkušnjo s prostorom, torej na to vpliva tudi njihova ocena, na to, kako prostor uporabljajo, vpliva njihova ocena. In na koncu sem te rezultate zadovoljstva ali pa rabe povezala z prostorskimi ureditvami v mestih in ugotovila, da lahko teh 10 raziskanih mest uvrstim v 3 značilne skupine. Dve skupini sta taki, ki združujeta mesta po tem, kako zadovoljni so ljudje v teh mestih z odprtim javnim prostorom, kako aktivni so in na kakšen način uporabljajo odprti javni prostor. In recimo prva skupina, ki je nekako najbolj, bi rekla, v povprečju, je skupina mest, kjer nimajo vseh vrst javnega odprtega prostora, recimo tam ni parka ali pa recimo ni trga. In ljudje so manj zadovoljni z odprtim javnim prostorom, javni prostor tudi ne zadovolji vseh potreb prebivalcev, čeprav količinsko odprtega prostora ne primanjkuje, pa je ta mogoče slabše urejen ali so pa tudi pešcem manj prijazna mesta. V drugo skupino so spadale mesta, kjer večinoma imajo park in trg, torej so bolj mestna, urbana. Tretja skupina je pa Piran, ki je izmed vseh mest se izkazal kot izrazito izjema že zaradi svoje lege in svoje zgodovinske razvoja. In na koncu seveda je treba vedeti, da uporabniki mesta niso samo tisti, ki uporabljajo prostor in ga tudi soustvarjajo, ampak da je njihovo mnenje še kako pomembno tudi pri urejanju odprtega javnega prostora.
če se še enkrat zavemo tega, kako prostorske razmere vplivajo ne samo na rabo in zadovoljstvo ljudi, ampak tudi na vrednote, bi bilo treba seveda potem v vseh mestih načrtovati kakovosten, raznovrsten, pešcu prilagojen, za vsakdanjo prilagojen, odprti javni prostor. Kako se zdaj ti rezultati lahko odražajo v prostorskem načrtovanju? Dala bom primer samo Mestne občine Ljubljana z svojim OPN-jem. Torej, kako lahko urejamo javni odprti prostor skozi prostorske izvedbene akte, ki so podlaga za recimo gradbeno dovoljenje in vse nadaljne izvedbe projektov v prostoru. Torej, v grafičnem delu skozi namensko rabo določamo zelene površine, tudi javne površine v primeru Mestne občine Ljubljana, skozi tekstualni del pa seveda skozi določila odloka, kjer so določeni faktorji zelenih površin, odprtih bivalnih površin, otroških igrišč in tako naprej, na stanovanje, ne samo za javno rabo, ampak tudi za zasebne lastnike, tako kot je prej Maja dobro opozorila, skozi podrobne prostorske izvedbene pogoje in usmeritve za podrobnejše izvedbene akte. Kar je recimo v Ljubljani neka posebnost med vsemi ostalimi občinami, v Sloveniji je, da so določene skozi prostorski akt tudi javne površine. Javne površine so tiste, ki so v javni rabi in so samo podlaga za določitev grajenega javnega dobra, niso pa to še preograjeno javno dobro. Torej so to tiste površine, ki so namenjene javni rabi. Mogoče bo več o tem v nadaljevanju. Torej, za zaključek, kaj je pomembno pri načrtovanju odprtega javnega prostora v mestih, je to, da si treba zavedati, da ko načrtujemo prostor, ne načrtujemo samo kulise, ampak načrtujemo tudi bodočo rabo, sedanjo in bodočo rabo, in to vpliva seveda tudi na ocene, vrednote in uporabnike prostora. In na koncu naj poudarim samo še enkrat, kako pomembno je ustvarjati pogoje za kakovostno vsakodnevno rabo prostora, ne ekskluzivnih prostorov. Evo, to se vam zahvaljujem za pozornost. In nadaljujem jaz, samo da delim. Hvala Petra, ja, hvala Senka, si kar povzela. Se opravičujem. Ja. Preden se Senka umesti, se mi zdi, da smo zdaj lepo se usidrali v polje javnega prostora v tem smislu, da v resnici imamo zelo zanimive razmere. Če odmislimo ceste in ulice, ki vemo, da imajo ene posebne pogoje, smo pravzaprav pri načrtovanju in urejanju v precejšnji megli. Velika pričakovanja, veliko interesov, veliko potreb, različni, bom rekla, vidiki, hkrati pa ni standardov, ni močnega enega zagovornika tega interesa, se pravi, načrtovalec je ta, pravzaprav, ki prenaša vse te interese v načrtovanje. Ni evidenc javnega prostora in pravzaprav so pogoji zelo posebni, v tem smislu velikega pomena in rahle strukture, ki podpira urejanje v tem najširšem smislu od načrtovanja do upravljanja. Senka, zdaj pa trenutek za te tvoje poglede, ki prispevajo k strukturi urejanja mogoče eno. Ja, hvala lepa. Ker v enem delu bom pravzaprav ponovila
Še enkrat mogoče z nekoliko drugačnega vidika, to, kar sta že predhodnici povedali. S tem pa, da če smo doslej slišali, kakšna je raba prostora, kakšne so potrebe, kako jih ljudje dejansko uporabljajo te javne prostore, nam je slika logična, jasna, na eni strani so potrebe, znani razlogi za te potrebe, na drugi strani je raba. Kot je pa Maja nazadnje povedala, pa za zagotavljanje in ohranjanje tudi kvalitetnega javnega prostora mora obstajati ena struktura, ta pa se nahaja v pravnem redu. In jaz bom osvetlila nekaj vidikov, kjer bomo videli, po eni strani, da so morda zadeve čisto jasne, po drugi strani pa, da ko obrnemo drugi in tretji list, pa nekoliko izgubimo orientacijo in vidimo, da vlada ena določena zmeda, ki je lahko tudi razlog in botruje temu, pravzaprav tudi temu, da imamo danes to temo na programu. Ker pomen javnega prostora, o tem se pogovarjamo, če imamo občutek oziroma če se mogoče do določene mere počutimo ogrožene, da nam mogoče izginja izpod nog, da se mogoče ne dogajajo v prostoru stvari tako celovito, univerzalno, vključujoče, kot sta predhodnici nakazali, da bi bilo potrebno. Tako da bom jaz povedala najprej še enkrat, pravzaprav, kaj je javna površina, potem še, kaj je javno dobro, in potem še, kaj so objekti v javni rabi, kjer se potem običajno že vsi, vključno z mano, izgubimo. Potem pa se bom vrnila še na dejansko rabo in kako to dejansko rabo tudi zaščitimo kot uporabniki javnega prostora. Tukaj so samo nanizani določila relevantnih delov, predvsem ZUreP-a, Zakona o urejanju prostora, ki jih je že Maja uvodoma povzela. Imamo torej Zakon o urejanju prostora, ki je matični zakon za prostorsko načrtovanje in sploh trajnostno urejanje prostora z vgrajenimi vsemi temeljnimi načeli trajnostnega razvoja, ima jasno definicijo, kaj je javna površina. In sicer največji opredelitveni element te površine je, da je namenjena splošni rabi. In celo ta zakon splošno rabo posebej opredeljuje, čeprav jo tudi stvarnopravni zakonik kot nek temeljni zakon stvarnega prava že določa, ampak Zakon o urejanju prostora posebej pravi, kakšna je splošna raba. To je tista, ki je namenjena prostemu gibanju oseb, predvsem za namene prehoda, dostopa do drugih javnih površin in našteva, zelenega sistema, bivališč, objektov gospodarske in družbene infrastrukture, rekreacijskih in drugim prostočasnim aktivnostim. Skratka, navaja že en sklop nekih elementov, nekih površin, do katerih prosto dostopamo. Potem je pa drugi del zakona, ki pa zahteva, in to je seveda v Zakonu o urejanju prostora nadvse dobrodošlo, da je potrebno zagotavljati zadostni obseg javnih površin. To je pač dolžnost, zdaj koga, to se bomo na koncu vprašali, če je to krovni zakon, je pač to dolžnost, da država poskrbi za mehanizme, da se teh površin zadosti zagotovi. Podobno določilo imamo še v enem starejšem predpisu, to je prostorski red Slovenije, ki ga je v okviru ene uredbe je bil sprejet že na podlagi predzadnjega ali še predzadnjega sistemskega zakona za prostorsko načrtovanje in pravzaprav govori isto, kako je potrebno zagotavljati za namen pogojev zdravega življenjskega okolja ustrezne
ustrezne javne površine. Se pravi, do sem se nam stvari jasne. Potem imam pripadajočim javnim površinam je pripadajoč en sistem vzdrževanja, ki pa ga določa Zakon o varstvu okolja, kot je že Maja omenila, in sicer urejanje in čiščenje javnih površin je obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Ta isti člen tudi določa metodologijo za oblikovanje cen, skrbovalne standarde in druge ukrepe in normative določi podzakonski predpis, ki ga sprejme vlada. Ta predpis imamo že kar dolgo časa sprejet, je uredba, ki se pa v večini vsebine vrti okoli metodologije za oblikovanje cen v zvezi z službo varstva okolja odpadkih in oskrbovanja s pitno vodo ali še katero drugo, skratka s tistimi, kjer imamo neposrednega plačnika s položnico na koncu. In kot je tudi Maja že omenila, javne površine so posebne oziroma ti javni prostori prav zato, ker so nekako komunalni, skupnostni, vsi smo uporabniki in tudi vzdrževanje plačujemo vsi kot davkoplačevalci. Zdaj pridemo do drugega pojma, ki je z javno površino povezan, ampak govori pa, bi rekla, v nekem faznem zamiku o podobni stvari. Javno dobro opredeljuje že ustava. Dočim o javnih površinah ustava ne govori, govori pa o javnem dobrem. In to so dobrine, ki so namenjene splošni in enakopravni rabi vsakogar. In potem stvarnopravni zakonik izvede to ustavno določilo, v definicijo, da je javno dobro stvar, ki je v skladu z njenim namenom, ob enakih pogojih lahko uporabljajo vsi in v oklepaju definira splošna raba. Se pravi, preko te splošne rabe smo povezani z javnimi površinami. Se opravičujem. Tole. Se opravičujem, pozabila ugasniti. Preko splošne rabe se javno dobro povezuje z javnimi površinami, vendar javno dobro niso nujno isto kot javne površine. Zakaj? Imamo naravno javno dobro in imamo grajeno javno dobro. Zato, ker zakon določa, posamezni zakoni določajo, kdaj je kakšna stvar naravno ali grajeno javno dobro. Naravno javno dobro so recimo vode, ker določa pač področni zakon, to pa še mnogo drugih delov narave. Grajeno javno dobro pa določa Zakon o urejanju prostora. Se pravi, imamo javne površine, imamo grajeno javno dobro. In to so pa zemljišča ali objekti, ki so namenjeni taki splošni rabi, ki jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis. Zdaj, javna površina je lahko tudi grajeno javno dobro, to je en poseben status, ki se pridobi po posebnem postopku, ki ga izvede občina ali država, če gre za grajeno javno dobro države. Zakon o urejanju prostora pa ne govori, kateri so tisti elementi, na podlagi katerih bi se občina odločila, da javna površina razglasi za grajeno javno dobro. Kateri so toliko pomembni tisti elementi, da se to zgodi. V praksi se seveda to dogaja in v praksi jaz verjamem, da občine imajo neka svoja merila, neke svoje poglede, ampak sam zakon pa tega ne določa. In javno dobro ima tudi svoj režim vzdrževanja, in sicer pravi, da ga mora vzdrževati lastnik v stanju, ki je sposoben te splošne rabe v skladu z njenim namenom, in če je razglašeno javno dobro na zemljišču, ki je v zasebni lasti, mora občina o tem skleniti pogodbo in z zasebnim lastnikom in v tej pogodbi določiti tudi, kako se bo to vzdrževalo. Dogovoriti morata to vzdrževanje. Skratka,
Ko govorimo o grajenem javnem dobru in če je javna površina razglašena za grajeno javno dobro, imamo v zakonu opredeljen zelo dober sistem, ki zelo natančno določa razmerja in ureditev. Za nameček pa, ko govorimo o javnem prostoru, javni rabi, splošni rabi, pa najdemo v gradbenem zakonu objekte v javni rabi, ki pa pripovedujejo nekaj podobnega, specificirajo neke specifične stavbe in druge nestanovanjske stavbe, ki so namenjene splošni oziroma javni rabi, in recimo javne ceste, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, kjer spet pridemo po drugem zakonu do tega nekega korpusa elementov teh javnih prostorov, s tem, da ne vemo čisto dobro, kam ti objekti v javni rabi v urejanju prostora potem sodijo. Zdaj, da povzamem tukaj skozi eno tako zelo domačo skico. Če si predstavljate ta večji, nekoliko roza kvadrat oziroma okvirček, ta največji, to je dejanska raba vseh prostorov. Recimo, če jih damo na kup, vsa pokopališča, podhode, parke, ulice, atrije, drevorede, ceste in jih prebivalci uporabljamo in po njih hodimo. Seveda, po nekaterih hodimo morda na nedovoljen način ali pa navajeni smo hoditi po prehodih med bloki kot po javnem prostoru, čeprav morda z lastniki nimamo izrecno dogovora, da tam, ali pa bi rekla služnosti, v zemljiško knjigo vpisane služnosti, ampak taka je pač raba v urbanem prostoru. In od te rabe je recimo, tako kot je prej Petra povedala, občinski prostorski načrt določa nekatera območja, ki jim dodeli namensko rabo, se pravi, bodisi zelena površina, bodisi javna površina, ali pa, kot je bilo rečeno, nekako javno dostopne ali pa površine namenjene za javno rabo. Skratka, stvar je, da občinski prostorski načrt ni nujno, da pokrije vse, kar mi dejansko rabimo, dejansko uporabljamo. Od teh delov, ki jih pa opredeli, da gre za javno površino, pa lahko katero razglasi tudi za javno dobro po posebnem postopku, to je pa ta v zelenem okvirčku recimo. Ampak s tem mi ne pokrijemo vsega in v zvezi z zagotavljanjem javnih površin se moramo vprašati in lahko se nam tudi dogaja, da nam iz prostorskega načrta izginejo stvari, ki niso urejene, bodisi ker so deloma morda na zasebnih zemljiščih, morda iz kakšnih drugih razlogov, in to je nekaj, na kar pravzaprav kot uporabniki ne bi smeli pristati, ampak moramo, bi rekla, truditi se ohranjati to svojo našo rabo in obseg te rabe. In evo, to je tudi zadnji slajd. Kakšno imamo varstvo? Ko govorimo o javnih površinah in čiščenjem in vzdrževanjem javnih površin, ki je gospodarska javna služba varstva okolja, imamo zagotovljeno varstvo kot uporabniki javne dobrine, in sicer občina je dolžna vzpostaviti neko telo za varstvo uporabnikov javnih dobrin. To je lahko za več služb varstva okolja ali pa samo za eno, se pravi za uporabnike odvoza odpadkov, uporabnike pitne vode in tudi uporabnike javnih površin. Zdaj, zanimivo bi bilo v praksi raziskati, naleteli smo že, da obstajajo nekatera taka telesa pri nekaterih občinah, ampak koliko pa funkcionirajo in koliko funkcionirajo stališča uporabnikov javnih površin,
kjer vidimo, da bi v takih telesih lahko bili morda ne direktno pešci, ampak morda pa upravniki stavb, morda predstavniki četrtnih skupnosti, soseske, skratka nekih prostorskih enot. To bi bilo potrebno raziskovati. Zakon o gospodarskih javnih službah tudi določa, da lahko dajo pripombe in da se mora občina do njih opredeliti. Zakon o urejanju prostora pravi, da je v javnem interesu doseganje ciljev urejanja prostora, med katerimi je tudi zagotavljanje kakovostnih življenjskih razmer in zdravega življenjskega okolja. In torej, kako z javnimi površinami to zagotavljamo in kako to varujemo. Maja je prej omenila, da zelo potrebujemo nosilca tega javnega interesa, se pravi tistega varuha, ki bdi nad tem, da se zagotavlja zadosti javnih površin in da se zagotavlja tudi njihova smiselna raba glede na potrebe prebivalstva. Dokler pa tega nimamo, in tudi sicer, pa je nujno sodelovanje uporabnikov tega javnega prostora pri urejanju prostora in upoštevanje njihovega glasu, kar pa bo govoril še nadalje Ajda. Hvala lepa. Ja, hvala, super. Zdaj upam, da vam nismo preveč natrosili, rekla, detajlov. Res gre za eno posebno specifiko v urejanju prostora, neko, bom rekla, dobro, ki ga tako samoumevno jemljemo, vsak od nas, kamorkoli pridemo, pravzaprav ne velja to samo za naš prostor, kamor pač človek pride, je javni prostor nekaj, kjer se ga zelo samoumevno jemlje, vendar pa je zelo dobro vedeti, da je ta moment pojavnosti, če odmislimo te ceste in ulice, kjer pač so neki standardi zadaj, zelo zmuzljiva, bom rekla, prvina prostorska in da je zaradi tega pravzaprav angažma stroke v tem smislu razumeti dobro, zakaj pravzaprav gre, kakšna velika zgodba je za temi momenti statusov in potem tudi preko statusov seveda povezanih nalog, odgovornosti, pravic za urejanje, urejanje v smislu varovanja in razvijanja in tudi novih rab, je kar dobro, da se temu mogoče več posvečamo, kot smo se do zdaj. Zdaj, ko govorimo pa o sodelovanju, Senka je že nakazala, zdaj Ajda nas bo popeljal v nove dimenzije, je pa seveda je tukaj več momentov. Eden je ta, kjer pričakujemo, da bo ta pritisk javnosti, pričakovanje javnosti prispeval k artikulaciji komunalne dejavnosti in službe urejanja javnega prostora. Drugi je pa v bistvu tudi ta, da pravzaprav v dialogu z javnostjo v bistvu govorimo o tem, kako urejati prostor, kako ga uporabljati in kako pravzaprav skupaj dosegati nekaj kakovosti, ki so potem v skupno korist. In tukaj, Adam, je zdaj tvoja beseda. Ja, zdravo. V redu slišite? Ja, super. Ja, jaz sem Ajdan Cerar in bom govoril o sodelovanju z javnostjo, o participaciji. To je tema, s katero se ukvarjam že vsaj 10 let, v smislu teorije in v smislu prakse. In svoj prispevek, ki bo za nalašč nekoliko krajši zaradi tega, ker sem zadnji in vem, da se že kar dolg na današnjem seminarju, bom nekako sklenil tudi s tem, da bom malo pogledal iz perspektive, kaj se zdajšnji čas pomeni za sodelovanje z ljudmi, za sodelovanje z javnostjo. Ampak, če začnem na začetku in prvo povem, kaj imamo v mislih, ko govorimo o participaciji, zelo preprosto bi to rekel, da gre za vključevanje uporabnikov prostora, če uporabljam prej uporabljen izraz, v proces načrtovanja. Gre za neke vrste komunikacijski kanal, preko katerega prebivalci tistim, ki imajo moč odločanja oziroma upravljanja z določenim prostorom, sporočijo neke svoje želje, zahteve, skrbi, strahove, karkoli, ki se praviloma nanašajo na prostor ali na neko sodelovanje v prostoru. Mogoče, če lahko dodam še,
je ključno pravilo ali pa značilnost participativnega procesa to, da je rezultat odprt, da je končni rezultat do neke mere odprt, kar pomeni, da imamo možnost z ljudmi skupaj v sodelovanju nekako oblikovati končni rezultat tega procesa. Zakaj to poudarjam? Ker če te možnosti ni, potem ne gre za sodelovanje z javnostjo, ne gre za participacijo, ampak gre za PR. S tem ni nič narobe. PR je čisto relevanten in smiselen pristop k poudarjanju ali koristi ali nekih značilnosti, nekih novih ukrepov ali pa kaj takega, vendar ima svojega naročnika, ima tudi svoj predviden rezultat in ima predvsem cilj opozoriti ali pa poudariti korist določenega ukrepa in zaradi tega ni sodelovanja z javnostjo. To poudarjam predvsem iz tega stališča, da moramo ta dva procesa ločiti in vedeti tudi, kdaj uporabimo katerega izmed teh dveh pristopov. Če hočemo izboljšati nek rezultat, če hočemo slišati ljudi in jih vključiti v končno obliko oblikovanja nekega ukrepa, je zelo smiselen pristop participativni proces. Če te možnosti ni več, potem se raje ne igramo s participacijo, ker bomo nazaj dobili en kup dretja verjetno. Ker ljudje kar hitro ugotovijo, da sem povabili v en proces, v kateremu pravzaprav nimajo velike možnosti vplivati na karkoli, in ko to ugotovijo, se seveda ta frustracija nekako prevede v neke vrste jezo ponavadi. Največkrat je ta proces v obliki nekih delavnic, v obliki javnih razprav, kjer je predvsem kar velik izziv pride do tega, da na koncu vemo, kaj smo se zmenili ali pa o čem smo se pogovarjali. To zveni kar banalno, ampak dostikrat so javne razprave izgledajo tako, da nekaj ljudi govori zelo na glas, zelo veliko, marsikdo pa to bolj posluša ali se pa ne oglasi, ali se mu pa zdi, da vsi, ki so se pred njim oglasili, so imeli eno stališče, pa on drugega, pa ga raje ne bi povedal in tako naprej. In zaradi tega moramo za sam proces participacije vedno zelo paziti, da nagovorimo čim več ljudi, da poskrbimo, da ima vsak neko možnost prispevati svoje mnenje in da nekako sam proces razbremenimo tega, da bi le nekaj glasnih ljudi dali občutek, da govorijo za celo sobo, pa mogoče sploh ne. Vendar pa je treba tudi povedati, da se zadnje čase del participacije seli na splet. Tukaj imamo na eni strani od fokusnih skupin javnih razprav in tako naprej, ki potekajo po Zoomu, jasno zaradi epidemije. Hkrati pa tudi že nekaj časa se razvijajo in so kar zanimive tudi spletne oblike participacije v smislu, da na nekem GIS-orodju ljudje doma čez internet oddajo nek predlog, neko mnenje in tako naprej. Zelo dobro je, ker dosežemo nove javnosti, ker kar na lepem dobimo 1000 odgovorov ali pa kaj takega, ker je toliko preprosto, vendar je pa nekoliko bolj neugodno, da ljudje ne slišijo en drugega in to je škoda, ker v bistvu je nek ključen moment participativnega procesa to, da se ljudje med sabo slišijo, da razumejo, da imajo različne poglede na prostor, različne želje in ali pa najboljši rezultat je, kadar začnejo te poglede med sabo primerjati, usklajevati in iskati neke skupne imenovalce. To je tisti idealni razplet tazga procesa. Zakaj pa pravzaprav sploh začeti participativni proces oziroma nek proces sodelovanja s prebivalci? Bom dal ene 3 bistvene razloge za to, ki so vsi zelo značilni za naš prostor. Prvi je, da so slovenske občine po našem opažanju precej pozne v komunikaciji. Marsikdaj ugotovimo, da so ljudje v bistvu ugotovili, kaj se bo v nekem prostoru v smislu ukrepa delali, takrat, ko se je buldožer že pojavil na terenu. Takrat je bilo v bistvu šele jasno, da se bo tu nekaj zgodilo. Prej si pa mogoče malo govorili o tem, kaj bi se tle lahko zgodilo. In kar se v praksi dostikrat zgodilo, ali pa se dostikrat zgodi, je, da zaradi počasne komunikacije tistih, ki imajo informacijo o tem, kaj se bo tu zgodilo, govorim predvsem v občinah, odločevalcih in oblikovalcih politik, da jih v bistvu prehitijo govorice. Ljudje vejo, da se bo tam nekaj zgodilo, vejo, da se nekaj pripravlja, nekdo reče, da bojo tam zgradili 13-stropni blok, sosedu naprej pove, da bo 15-stropni, čez 2 tedna se pa pojavi govorica, da bo tukaj stolpnica. In ko nas enkrat ta govorica prehiti, je delo vsaj 2-krat ali pa 3-krat teže, ker moramo ta prve 2 koraka nazaj in ugotoviti, da je to govorica, ne nek uraden podatek, pol pa šele začeti s to zgodbo, kaj nameravamo v tem procesu narediti.
In da nas ne prehitijo govorice, je zelo dobro, če smo mi proaktivni in začnemo s tem informiranjem. Ukrepi jasno vključujejo politično tveganje. Najlažje to razložim na primeru, da smo imeli tudi že primere, ko so župani mogli zapustiti svoje mesto zaradi radarjev ali pa kakšnih takih ukrepov, ko so bili mogoče kot sami ukrepi niti nerazložljivi ali pa neutemeljeni, ampak zaradi tega, ker so bili čisto narobe pripeljani in predstavljeni, se je to politično tveganje prišlo do nekega skrajnega izraza. Ampak pustimo to, kakršenkoli ukrep, ki je nekoliko bolj, da je nekomu všeč, nekomu pa ni všeč, vsebuje neko politično tveganje, ki se lahko transformira v slabši odstotek na naslednjih volitvah v končni fazi. In participativen proces nam lahko pove, kakšno je to tveganje, ali ljudem ukrep všeč ali ni všeč, omogoči, da ga razložimo, da ga pojasnimo in omogoči tudi, da če se dobro lotimo tega procesa, da vemo, komu je to bolj všeč, komu manj všeč, katere so tiste skupine, s katerimi je treba bolj govoriti in tako naprej. In na ta način zmanjšamo neko politično tveganje uvedbe nekega ukrepa, ki bi bil sicer lahko sprejet slabo ali pa nerazumljen, lahko ga pa tudi zaradi tega opustimo, ker nekje na poti vidimo, da ljudem enostavno ni všeč in se jim ne zdi dober ukrep in sistem pač ohranimo neko boljšo politično prihodnost v končni fazi. Tretji razlog je, da je praviloma prvi stavek, s katerim ki ga skoraj vedno slišimo, kamorkoli pridemo, ampak vi sploh ne poznate Solkana. Solkan je čisto drugačen, Solkan je nekaj posebnega. Vi sploh ne poznate Škofje Loke, Škofja Loka je nekaj čisto posebnega, vi sploh ne veste, kako je tukaj v Postojni in tako naprej. To so samo iz zadnjih parih mesecev te stavki in niso neutemeljeni, res ne vemo, ne stanujemo tam, nikoli ne bomo poznali prostora tako dobro kot nekdo, ki tam stanuje že leta in leta. In če bo se zadnje čase na številnih predavanjih slišalo o pametnih mestih in senzorjih, ki lahko merijo vse mogoče podatke in je to res in čisto koristno, pa moram povedati, da so tudi ljudje kar dobri senzorji in kar veliko vejo o svojem prostoru, hkrati znajo pa še marsikaj razložiti v smislu, tukaj parkirajo tisti, ki so nehali parkirati na tistem parkirišču, odkar so tam uvedli tak in tak parkirni režim in tako naprej. Skratka, kar veliko lahko enih informacij dobimo iz sodelovanja z ljudmi in na ta način tudi naše ukrepe jasno izboljšamo zaradi tega. Hkrati bi pa poudaril še nekaj koristi sodelovanja z ljudmi. Ljudje lažje razumejo kontekst oblikovanja nekega specifičnega ukrepa. Bom dal kar praktičen primer. Pred nekaj leti smo v Tržiču na eni cesti, ki je bila precej ozka, ni imela pločnike in kolesarske, zarisali pločnike in šerov in zmanjšali omejitev vožnje na 30 na uro. In bilo je kar nekaj pritožb napram temu, da smo zmanjšali omejitev na 30 na uro, ampak tukaj smo takoj začeli ljudem, ki so nam pisali, odgovarjati, jih povabili na javno razpravo in tam pojasnili, da nam je žal, da je cesta široka toliko in toliko metrov, da bi širjenje ceste zahtevali zelo drag in zahteven gradbeni poseg, ker je bila na klancu, ne vem, ko se temu reče, pilote in tako naprej. In da ker teh sredstev zaenkrat ni, lahko razpolagamo samo z to širino in če hočemo na to širino dati pločnik in kolesarsko, je treba enostavno zmanjšati hitrost, ker če ne vse skupaj precej nevarno. In na ta način so se kar hitro nehala vprašanja oziroma pritožbe nad zmanjšano omejitvijo hitrosti. Druga korist je, da ljudje ukrepe posvojijo. Pred nekaj leti mi je razlagal redar ene slovenske mestne občine, da so imeli v eni soseski precej običajne, vendar še zmeraj precej nerešljive težave s parkiranjem. Stara soseska z malo parkirnimi mesti in veliko avtomobili in rezultat je bil, da še posebej zvečer in zjutraj so bile zaparkirane tudi poti znotraj soseske, tudi poti, ki vodijo do šole, pešpoti in tako naprej. In to se je redarjem zdelo predvsem prebivalcem zelo slabo, redno so klicali redarje, redarji so kupom avtomobilov dali kazni, ampak stanje se ni pravzaprav izboljšalo. In potem so z nekaj razpravami prišli na dogovor, da na eni strani, kljub temu, da ni čisto jasno, koliko je to dovoljeno, na drugi strani ceste na nekem peščenem parkirišču redarji ne bojo kaznovali, znotraj soseske bojo pa še zmeraj izrazito striktni glede tega, in da predlagajo, da prebivalci tam parkirajo in tudi se med sabo pač zmenijo za nek tak način parkiranja. In v praksi je ukrep super deloval zaradi tega, ker so ljudje razumeli, kaj s tem dobijo,
prehodne poti do šole, na drugi strani izgubijo relativno malo, da je treba 30 metrov prehoda od tistega peščenega parkirišča. Bistveno, kar so nam razložili, pa je, da so ljudje začeli en drugemu reči, pa ne tle parkirati, tle smo se zmenili, da ne bomo z redarji parkirali tam čez na peščenemu parkirišču, in ljudje začeli en drugega opozarjati, in tako je bil ukrep veliko bolj smiselen ali pa uspešen, ker so ga ljudje razumeli in posvojili. Hkrati moram pa še močno opozoriti, da je pa najslabša značilnost participacije, ki se lahko zgodi, da se z ljudmi nekaj dogovorimo, potem pa tega ne naredimo. Zakaj toliko opozarjam na to? Zaradi tega, ker po mojih rekel bi, ali pa v zadnjih letih se kaže, da ko začnemo z neko participativno prakso, torej sodelovanjem z ljudmi v nekem kraju, štartnina ni nič, ampak je štartnina, da imajo ljudje precej nizko zaupanje. In zato obstajajo neki razlogi. Teoretiki razlagajo, da že dolga leta participacija ni nujno zelo smiselna iz stališč ljudi, da ne verjamejo, da vplivajo na končno rešitev, ali pa da mnogokrat, ko so se vključili v tak proces, na koncu se jih ni upoštevali, in zaradi tega je njihov interes zelo nizek in zaupanje zelo nizko. In zadnja stvar, ki jo hočemo, je ljudi pripeljati v en tak proces, potem jih pa ne upoštevati, ker to v praksi pomeni, da jih 10 let v tem prostoru ne bomo več dobili za mizo, razen takrat, ko bojo res jezni. Kar je pa neka najmanj smiselna oblika participacije, da imamo za mizo ljudi, katerih skupni imenovalec je, da so res jezni. Mogoče še nekaj o tem, kaj so lažji primeri, pa kaj težji primeri. Jasno, najlažje je z ljudmi govoriti na strateški ravni. Ne, da je lahko, ampak je lažje. Če vprašam, a mislite, da se bi moralo število avtomobilov v vašem kraju zmanjšati? Ja, vsi bo več ali manj rekli, da ja. Ali pa, a mislite, da bi mogle biti šolske poti v vašem kraju bolj varne? Ja, več ali manj se bo ljudje s tem strinjali. Ampak, ko bomo enkrat začeli govoriti o tem, da bomo zmanjšali število avtomobilov s plačljivim parkiriščem pred hišo nekoga, kjer je prej leta in leta zastonj parkiral, ali pa recimo primer izpred 2 tednov, da smo prevedli bolj varno šolsko pot v enosmerno pred hišo nekoga, ki bo navajen se desetletja voziti v obe smeri, je participacija bistveno težja, ali pa je tak proces sodelovanja težji, ker bolj, ko ena odločitev zahteva spremembo navad na ravni vsakdanjega življenja in bolj, ko je prostor, na katerega se proces nanaša v bližini doma ali pa vsakdanje uporabe ljudi, bolj bo njihov odziv intenziven. In po naših opažanjih in v smislu teorije je praviloma najbolj intenziven ta odziv, kadar govorimo o parkiriščih. To se je že večkrat pokazali in s tem smo se nekako sprijaznili, kar pa rešujemo tako, da se zelo veliko podatkov pripeljemo v zgodbo in zelo veliko pozornosti namenimo enostavnemu merjenju, kje kdo parkira, za koliko časa in tako naprej, ker pričakujemo, da ko bomo govorili o parkiriščih, bo odziv ljudi nekoliko bolj razburjen v končni fazi. Zadnji čas je mogoče malo opažamo, da je čas za sodelovanje z ljudmi nekoliko zahtevnejši. Ne vemo še zakaj, verjetno bi bil prvi osumljenec epidemija, ampak tukaj bo verjetno potrebno malo več časa in malo več raziskav. Vsekakor se pa mestoma kaže, da imajo ljudje mogoče malo manj interesa za sodelovanje, še posebej recimo na javnih razpravah, a je to zaradi tega, ker se bojijo okužb oziroma z epidemijo povezanih razlogov, ali zaradi tega, ker jih druge stvari bolj okupirajo, ne vemo, ampak zaradi tega, ker imajo nekoliko manj interesa, se na drugi strani kaže, da največkrat pridejo tisti, ki imajo zelo močno stališče in hkrati, da tudi zaupanje se kaže ni na najvišji ravni. Kar pomeni, da se dostikrat na javni razpravi teže pridemo do nekega soglasja. Če sem na začetku rekel, da je idealna rešitev ali pa idealen izplen ene javne razprave ali pa sodelovanja z ljudmi, da na koncu razumejo en drugega in da iščemo skupne imenovalce, se je to zadnje čase pokazalo kot nekoliko težje. Kar pa po mojem mnenju nikakor ni razlog, da z ljudmi nehamo sodelovati, ampak obratno, da sodelujemo z več ljudmi. Recimo po drugi strani, če so javne razprave slabo obiskane, smo začeli to nekoliko reševati z spletnimi vprašalniki, recimo. In hitro se ali pa pokaže se, zgodi se nam, recimo konkretno pred 2 tedni, da tam, ker je bilo na javni razpravi
le tisti, ki so nam hoteli povedati, da so zelo nezadovoljni z nekim poskusnim predlogom enosmerne ulice pred njihovo hišo, in na drugi strani v tem kraju, pa relativno majhen kraj, anketo rešili 300 ljudi, ki so pa bili zadovoljni. In da se nam tukaj hitro pokaže, da javna razprava v tem času mogoče ni vedno nek pokazatelj splošnega mnenja v eni zadevi, ampak da je treba na eni strani širiti vzorce. To naredimo z vprašanji in recimo anketami in tako naprej, kjer precej lahko pridemo do 100, 200, 300. Na drugi strani pa z nekimi novimi pristopi. To je recimo izpred 2 tednov, kjer smo imeli javno razpravo v Novi Soseski v Ljubljani in javna razprava je bila na sončen dan v soboto ob 12. dopoldne in ni težko uganiti, da udeležencev ni bilo prav veliko. Če vam povem številko, je bil eden. In jasno se pač nima velikega smisla govoriti z enim človekom, z enim udeležencem na javni razpravi, kar pa ne pomeni, da se s tem javna razprava konča. Hoteli smo z ljudmi govoriti o tem, kako se jim zdi bivati v Novi Soseski, kaj jim je bolj všeč, kaj manj, kakšne bi imeli hitre predloge in tako naprej. In smo si naredili plakate in šli, prvo smo govorili seveda z edinim udeležencem o tem, potem smo šli pa po soseski govoriti z ljudmi. In govorili smo v eni uri z, ne vem, vsaj 30 ljudmi in zvedeli smo en kup zadev, ki so bile po mojem mnenju čisto relevantne in se jih je dalo zelo dobro ali pa smiselno prevesti v neko poročilo. Jasno pa to zahteva od nas prilagajanje metod, ker bistvo javne razprave, kot sem prej rekel, je, da se ljudje med sabo slišijo. V taki javni razpravi, ko ti hodiš po soseski in govoriš z enim človekom, pa z drugim, pa s tretjim, pa tako naprej, je zanimivo to, da govoriš zelo z različnimi ljudmi. Na drugi strani pa ljudje ne slišijo en drugega, in je zelo smiselno, tukaj smo probali tako, da smo zelo povzemali naslednjim sogovornikom, kaj so prejšnji povedali, da smo vse, kar so povedali, napisali, da smo zraven, če nekdo rekel isto kot pred njim, samo črtico narisali in to ljudem pojasnili, so takoj videli, kaj so njihovi sosedi že prej omenili kot fajn, kaj so omenili kot da jim je manj všeč in tako naprej. In na ta način, kot pravim, nekako razvijamo neke nove metode, katerih nameni so priti do ljudi, govoriti z več ljudmi, predvsem pa tudi govoriti z ljudmi, ki niso mogoče tipični udeleženci javnih razprav. Včasih govorimo z otroci, včasih govorimo z najstniki, včasih z nekom, ki je prišel za 1 uro na igrišče in tako naprej. Predvsem pa smo zadnje čase malo testirali, pa smo zelo zadovoljni s tem, da smo se začeli povezovati z kolektivi, ki javni prostor uporabljajo iz stališča kulture, umetnosti, recimo konkretno z gledališčem Ana Monro, ki dela ulično gledališče, Ano Desetnico in tako naprej, smo nekajkrat probali v neke naše prakse spreminjanja ali pa vključevanja spreminjanja prostora in sodelovanja z ljudmi, vpeljati tudi moment umetnosti in kulture in se je izkazalo za precej zanimivo, da pridemo in do nekih novih ljudi, predvsem pa, da rešujemo nekaj, česar se zavedamo že dolg časa, da se ljudem pogosto zdi vabilo na javno razpravo nekaj v smislu, šli bomo na razpravo, ful časa bomo o nečem govorili, noter bomo in tako naprej in mogoče bi pa ta čas počel tudi nekaj drugega, ker to se ne sliši najbolj zabavno. In tega ljudem ne smemo zameriti, ampak če uspemo unesti ali pa vpeljati v ta proces nekaj več igrivosti, zabavnosti, zanimivosti, barvitosti in tako naprej in tako pride do enih novih skupin in novih ljudi, se nam to zdi super. Zdaj bom pa zgodbo obrnil. Do zdaj sem govoril, kako z ljudmi sodelovati, če smo mi tisti, ki začnemo proces, da imamo mi idejo nekega ukrepa ali pa nekega strateškega pristopa k reševanju nekega izziva in zdaj bi mi z ljudmi govorili o tem, kaj o tem mislijo, kako se njim zdi, zbirali njihove ideje, kar je vse zelo v redu, ampak to ni edini del. Obstajajo ljudje, kot sem prej rekel, se jim zdi sodelovanje v anketi ali pa javno razpravi ali pa intervjuji še kar nezanimivo, pa mogoče ne bojo prišli, pa se ne bojo udeležili takih praks, ampak če jim daš pa čopič pa barvo, bojo pa čez pol ure barvalo ograjo, ki sploh ni njihova, ali pa obrezovali grmovje, ali pa urejali park in tako naprej. In to ni veliko presenečenje. Tudi v teoriji se je veliko govorilo o tem, da ljudje v javnem življenju ne sodelujejo več toliko, da tudi ljudje mogoče ne sodelujejo kar tako v nekem lokalnem življenju, da ni nujno, da zato, ker biva v eni soseski, da jih tam zanima sodelovati, mogoče se tam z nobenim ne družijo, mogoče so neki drugi razlogi in da to ni več samoumevno in da zaradi tega nekako tovrstno sodelovanje v zatonu.
Ampak po drugi strani se je pa pokazalo, da to ni res, da ljudje ful z veseljem sodelujejo, veliko sodelujejo, ampak nekoliko drugače, da sodelujejo z ljudmi, s katerimi so prijatelji, s katerimi se dobro razumejo, v zgodbah, ki se njim zdijo važne. Poglejmo primer izpred 5 let. To je bilo prav v času, ko se je govorilo, da ljudje v javnem življenju ne sodelujejo več veliko in da ne moramo računati na to, da se bodo ljudje udeleževali prostorskih razprav in tako naprej. In pa en vikend, spomnite se, očistimo Slovenijo, 500 000 ljudi v zelenju z vrečkami čisti državo. 500 000, ogromen. In kaže se, da ljudje ta interes imajo, ampak da je treba razvijati neke nove metode, kako te ljudi pripeljati v zgodbo in podpreti v tem njihovem zanosu v končni fazi. No? In tukaj smo z Prostorožem in Mestno občino Ljubljano razvili nek nov, jaz ga rad imenujem mehanizem, čeprav gre za projekt, ampak zdaj teče že tretje leto zapored, ki mu rečemo Zunaj. Katerega osnovna ideja je, da če imate dobro idejo, ki bi jo naredili skupaj s prijatelji, sosedi, nekje zunaj v Ljubljani in je neprofitna in dostopna vsem in tako naprej, vas mesto podpre. V prvi vrsti vas podpre z kritjem za materialne stroške v višini 800 €, ampak pokazalo se je, da še veliko večkrat ljudje rabijo neko organizacijsko podporo. Da jim nekdo pove, kaj lahko tukaj naredijo, kaj se bo v tem prostoru dogajalo, da jim pomaga z nečem ponavadi nepredvidljivim, včasih je to odvoz nečesa, včasih z nasveti, katera drevesa tam posaditi ali pa grmovje ali pa kaj takega. Ampak bistven poudarek je na besedi nepredvidljivo in da imamo na drugi strani v takih praksah pogosto sogovornika neke, recimo da nevladne organizacije, kjer se lahko hitro odzovejo, so na terenu in tako naprej, hkrati pa tudi mesto, ki mora biti zelo fleksibilno in na nov način sodelovati in med sabo, med različnimi oddelki in z ljudmi v končni fazi. No? In ja, pokazalo se je, da imajo ljudje blazen interes za to vrstno sodelovanje. Prvo leto, ko smo razpisali, odprli povabilo za lokalne skupnosti, da se nam javijo s svojimi idejami, smo dobili več kot 60 prijav, pa smo jih pričakovali, da smo stavili tam med 10 pa 20, recimo. No? Ampak da ne bom predolgo govoril o projektu Zunaj, mogoče zaključim svoj prispevek kar z filmčkom, ki bo to predstavil v 2 minutah in sem potem jasno na voljo za vaša vprašanja. Zdaj pa rabim samo minuto, da bom ugotovil, kako šeram filmček iz YouTubea. Ajden, najbrž boš moral pri šeranju zaslona obkljukati še možnost, da slišimo tudi zvok. Ok, dajmo probati. Ko naslednjič šeraš, tam še obkljukati spodaj. Ok. Projekt Zunaj je res zelo dobra platforma za uresničitev kakšnih takih lahko zelo majhnih ali pa tudi malo bolj ambicioznih idej. Vsem, ki imajo kakršnekoli dobre ideje glede tega, kako urediti neke javne površine, ali pa imajo neke ideje po nekih majhnih akcijah, ki nimajo v bistvu nobene druge možnosti za to izvesti, bi res priporočala prijavo na ta projekt, ker je v bistvu vse skupaj zelo dobro organiziran, strokovno podprt, finančno, organizacijsko je zadeva dobro podprta, izvedba je enostavna. Jaz sem navdušena nad tem, kaj smo uspeli zastaviti in verjamem, da je to samo en začetek skupnega udejstvovanja vseh sosedov tukaj v parku. Mislim, da smo vsi postali bolj pozorni na stvari, ki se še lahko izboljšajo in imamo že nekaj ideje za naprej.
Ja, super, hvala, Ajden. Zdaj pa mogoče najbolj, da kar vsi prižgemo kamere, pa če ima kdo kakšno vprašanje, ker niste dali nobenega vprašanja v chat, pa kar mogoče dvignete roko ali s tem znakcem, tlele na Zoomu, ali pa če bo kdo kar se oglasil. Skratka, vabljeni k komentarjem. Če smo vas pa že čist preveč utrudili z našimi nastopi, se pa seveda lahko tudi razidemo. Vsekakor upam, da smo nekako odprli to veliko področje. Se mi zdi, da je bilo tako zanimivo, da je bilo res dovolj vidikov predstavljeno. Mogoče se mi zdi, da je edina stvar, ki jo nismo povedali, res ta, da javne površine imajo pač eno pomembno funkcijo, in sicer, da zagotavljajo te družbene dimenzije, ki jih v bistvu nobena druga ureditev ali pa noben drug prostor v mestu ne more nadomestiti. Prostori, ki so nam vsem skupni, kjer pridemo skupaj, kjer lahko realiziramo majhne zgodbe, kot so bile na primer zdaj v okviru zunaj pokazane, ali pa kjer se dogajajo pravzaprav veliki procesi, prometni tokovi, in to so izjemnega pomena, to je kritična komunalna infrastruktura za kakovost življenja, in je fajn, da večkrat odpremo ta pogled tudi v tiste vidike, ki so mogoče manj izpostavljeni ali pa najtežje oprejemljivi, se mi zdi, ker gre res za eno prvino, ki je slabo oprejemljiva, kjer se operira z različnimi izrazi, z različnimi pričakovanji, zakon je, kot smo videli, ohlapen ali pa zakonska določila so pomanjkljiva, pa tudi volja nenazadnje politike pri tem opredeljevanju in določanju pogojev za urejanje ni zelo močna. Zato se meni zdi, da je predvsem polje participacije in raziskovanja mnenj, tudi to, kar je na primer pokazala kolegica Petra, izjemno pomembno, ker to pač pripelje v razpravo, v politično razpravo in v govor o urejanju prostora potrebe ljudi. To je treba slišati, mi smo pravzaprav tukaj ti prevajalci, te potrebe v dialog v urejanju prostora. Nobeden nima nič. Sinka? Ja, to sem hotela, Maja, samo se navezati na to, kar si poudarila, kakšen je pomen teh javnih površin, javnega prostora. To je tisto, kar bi morali ljudje v praksi razumeti kot socialno in ekološko funkcijo lastnine, pa seveda tudi ekonomsko. Ampak to so te funkcije lastnine, ker te javni prostori, javne površine so pretežno v javni lasti, ne pa izključno. In tudi če niso, se zaradi teh potreb, o katerih je bilo danes toliko govora, kaj nam ta javni prostor nudi, se vidi, da so to tiste družbene, socialne, ekološke in ekonomske funkcije lastnine. Ni lastnina samo imeti, ampak v skupnosti je to neko sredstvo, nek voz, ki pripelje do nas mnoge, nam rekla storitve, ampak mnoge uporabne vrednosti. Ja. Če ni nobenega komentarja, če ne bi noben nič dodal, lahko kaj dodate, ne rabite nič vprašati, lahko kaj dodate. Bo super. Čeprav nas ni veliko, so kar zanimivi poslušalci med nami, tako da bi bilo fino kaj slišati. Škoda, ker se nismo v živo, da se ne moramo malo pogovarjati mimo teh kamer, ki so zgleda malo tako. Ena ovira. Potem pa hvala za pozornost. Posnetek bo na razpolago, bomo ga pripravili in ga bo možno poslušati za nazaj. In se vidimo na naslednjem seminarju, ne vem točno kdaj bo, in tudi težko napovem točno temo, še 3 teme so pred nami, čeprav vem, Senka. Ja, 8 jih je. Ja, tako da... Bivanje imamo še, bivanje imamo še, to zanesljivo.
no, ne vem, zdajle še zelene površine, morda še posebej. Verjetno, ja. Bomo še napovedali, no, vsekakor pa bo spet to torek, no, ti torki so ti termini za te dogodke, verjetno še kakšnega pred novim letom, potem pa še enega, po mojem, po novem letu, 2, ne, 3 imamo še pred sabo. Hvala skratka za pozornost in se vidimo kdaj drugič. Če ima kdo kakšno vprašanje, če se komu kaj odpre, kakšna misel, seveda lahko vedno nam tudi pišete, ali komu nas posamezno, ali pa pošljete na IPOP, bomo probali poiskati odgovore oziroma vam bomo prišli nasproti. Hvala, adijo, lepo popoldan še naprej. Hvala, enako. Čau.